Nahajamo se v galeriji Simulacr na razstavi Max Capacity Mixed Reviews umetnice Neže Perovšek. Gre za njeno večjo, oziroma za njeno prvo večjo samostojno razstavo. Na razstavi je na ogled 9 slikarskih del srednjih in večjih formatov. Za umetnico je značilno to, da spada nekako v kategorijo postmedijskega oziroma bi mogoče celo kar rekel postinternetnega slikarstva, saj je za njo značilna apropriacija podob, ki jih najde na spletu, pri tem uporablja tudi seveda pač neka lastna fotografska dela, neke fotografije in predvsem deluje z arhivom, to se pravi arhivom, materialom, ki ga kopiči na svojem računalniku oziroma pač na disku računalnika, in to je nekako materija, iz katere pravzaprav umetnica črpa. Ja, že v procesu nekako iskanja teh podob me nekako zanima več tematik. Ponavadi iščem neke fotografije naravnih pojavov, kot so ledeniki ali pa gore, kamni. Velikokrat me pa tudi mogoče neke človeške intervencije v naravo, kakšne eksplozije, požari, tudi prizori iz tovarn. In to ponavadi kombiniram približno 50-50 tudi s svojimi fotografijami. Tam pa bi rekla, da zares ni neke rdeče niti, tam pa v bistvu, če mi v hipu pade v oči, bom nekako vključila v to skico. Zdaj, začetek njenih procesov je zagotovo pač kolaž, digitalna skica, dokument, ki jih ustvarja nekako sproti. Pri samem slikarskem procesu pa gre za medijski prenos. To se pravi, recimo pač projekcija te izhodiščne slike na platno, ki ga umetnica potem odslika. Seveda tudi vidi se, da se v izrazu mogoče do neke mere še išče, oziroma da pač ta medij, da k temu mediju pristopa izrazito raziskovalno. So tukaj tudi neka odstopanja, naprimer umetnica se poslužuje tudi digitalnega tiska, ki ga potem nalepi na platno. Vidi se tudi to, da ne gre samo za podobe, se pojavi tudi tekst, to se pravi, vidimo tudi tukaj neke povezave s tekstualno umetnostjo, s podobnimi praksami. Vidi se pa v resnici tudi to, da so dela slikana v tehniki, po večini v tehniki akrila, s tem, da so tudi neke nadgradnje narejene z oljnimi barvami. Sliko vedno začnem z slojem črne barve. Ta sloj je zelo tanek, zelo neenakomeren. V prvi vrsti naredim to zato, da se nekako da nevtraliziram ta strah nekega belega platna. V drugi vrsti mi pa tudi ta tekstura, ki nastane, ko se ta razredčena črna barva nekako usede v teksturo platna, mi pa nekako daje asociacijo na ekran oziroma na televizijski ekran, ko zmanjka signala in nastane tisti statični šum. Potem skico projiciram na platno in kar je meni všeč pri slikarstvu in razlog, zakaj slikamo, je ta razlika, oziroma vse te razlike, ki nastanejo med skico in končno podobo, in tudi kako sam proces slikanja vpliva na nastanek teh razlik. Tako da v bistvu že v tem začetnem postopku projiciranja podobe, ker projiciram na temno neenakomerno podlago, se neki detajli in neke nianse izgubijo in hkrati ta podlaga ustvarja neke nove lise. Tako da, ko je ta risba končana, v bistvu nastane neka kakofonija črt in jaz se v temu potem moram nekako znajti, da lahko začnem slikati. In ko začnem slikati, je ta proces precej avtomatičen, vedno je nek ta hiperfokus na
točno en določen, pač ti specifičen detajl, s katerim se v tem trenutku ukvarjam. In tudi zato na koncu v bistvu nastanejo neki efekti ali pa neki detajli, za katerih sploh ne opazim med samim procesom slikanja in so šele na koncu, ko je slika končana, zares razvidni. V kakšnih primerih pač pustim, da je tista originalna skica s kredo proseva skozi oziroma da je čisto v celoti vidna. Včasih pa tudi grem z oljnim pastelom preko že končane, že naslikanega dela. Lahko bi rekli, da daje delom nek specifičen izgled to, da gledamo slike, ki so abstraktne ali pa ki delujejo abstraktno, vendar se mi zdi mogoče tukaj neka zanimiva razlika ali pa nek odklon v smislu, da je ta abstrakcija nekako odslikana. To se pravi, ta gestualnost, te neke navidezne poteze so pravzaprav odslikane in to me na nek način spomne kot na nekakšen trg gestualnega recimo slikarstva, gestualnega abstraktnega slikarstva in na primer hiperrealizma, kot da bi se srečala dva zelo drugačna metjeja. Prav tako bi rekel, da v samem izhodiščnem procesu, kot smo govorili, to se pravi, da gre za neke medijske prenose podob, me to spomne tudi na nekatere druge slovenske umetnike, na primer na Evolucijo Kozak ali pa Uroša Weinbergerja, vendar pa je tukaj ta velika razlika, da njeno slikarstvo ni figurativno, to se pravi, dela so na koncu abstrahirana, abstraktna. Seveda, ko govorimo o kontekstu nekih revnih podob, najdenih podob, apropriacij in tako naprej, se zagotovo lahko opremo na eseji umetnice in teoretičarke Hito Steyerl, ko govori o revni podobi. Spomnim se enega citata in sicer v svojem eseju zapiše: predstavljajte si, da bi vas nekdo v preteklosti z baretko vprašal: tovariš, kaj je danes tvoja vizualna vez? To se mi zdi, da je nek stavek, ki zelo dobro povzame tudi delo Neže Perovšek. Navsezadnje živimo v času, ko so podobe vse prisotne, ko so mrgoleče na spletu, ko jih sami konstantno shranjujemo, predelujemo, uporabljamo, z njimi komuniciramo in tako naprej. In to se mi zdi v bistvu nekaj, kar je pa lastno tudi današnjim generacijam, to se pravi tudi nekaterim preteklim generacijam ustvarjalcem, da je v bistvu tovrstna apropriacija in tudi delo s podobami postal kar nekakšen standard tudi v nekih klasičnih medijih, kot je to pravzaprav slikarstvo. Naslov razstave Max Capacity Mixed Reviews je v bistvu izpeljanka iz naslova lanskoletne samostojne razstave v galeriji Dolul, Low Storage, Low Effort. Oba naslova sta v bistvu neke hecne besedne zveze, ki na tak hiter, humoren način opišeta moje delo. Se mi zdi pa, da je mogoče naslov zdajšnje razstave tudi hkrati še komentar na prejšnjo razstavo in na dela, ki so nastala v tem času. Kar se tiče pa naslovov slik, v bistvu naslovi nastajajo na zelo podoben način kot same podobe. Torej, stalno sem v nekem iskanju, stalno si zapisujem nekaj, kar preberem, nekaj, kar slišim. In te besede, ali pa v večjih primerih kar cele stavke, potem skupaj kombiniram v kratke kitice. In potem posamezne vrstice iz teh kitic potem uporabljam za naslove slik. Naslavljam jih kronološko, torej prva vrstica iz kitice bo na eni sliki, naslednja slika bo prevzela naslednjo vrstico in tako naprej. Mislim pa, da kljub temu, da mogoče naslovi ne delujejo, kot da so zares povezani s tem, kar se dogaja na slikah, se mi zdi, da dajo neko ekstra dimenzijo za interpretacijo. Se mi zdi, da
naslov da sliki neko globino, neko težo in sploh se mi zdi, da pri abstraktnem slikarstvu, pa konkretno mojem, ker je taka zmešnjava vseh nekih oblik, da res rabi nek stavek zraven, da nekako osmisli, tudi če ni mogoče čisto jasno, kaj hoče s tem povedati. Pri samem ustvarjalnem procesu slikarke se mi zdi sicer pomembno izpostaviti, da čeprav se poslužuje tehnik apropriacije podob, da pogosto operira pač z nekimi revnimi podobami, kot smo to že omenili, se mi zdi velika razlika pravzaprav ta, da umetnica iz teh revnih ali pa mogoče bi lahko celo bolje rekli osiromašenih podob počne nekaj pravzaprav popolnoma obratnega. Iz tega izhodišča dela neka unikatna umetniška dela, ki živijo na ta način potem neko svoje povsem drugačno življenje. Zato bi v tem oziru rekel, da so te najdene podobe pravzaprav podobe, ki bi jih lahko bolj opisali z nekim terminom vizualnega jezika, mogoče rečemo temu skupnega vizualnega jezika. To se pravi, so to neke podobe, ki so nam skupne, ki jih vsi konzumiramo preko najrazličnejših medijev. Kar pa vidimo na razstavi, je pa pravzaprav res umetničina interpretacija in sinteza teh podob v neki popolnoma novi celoti.